je tako? En lep pozdrav, zdaj skupaj čakamo še učence, ki se že nabirajo zgoraj, kajti naši četrtošolci bodo to našo predstavo spremljali tako od zgoraj. Zdaj pa preden vas jaz lahko pozdravim, da se dogovorimo za nekaj pravil. Mi smo zelo veseli, da smo danes tukaj in hvaležni vašim učiteljem, da so nas povabili. Prihajamo iz šole, ki na kratko rečemo Šola Cviju. C-V-I-U je kratica. Drugače ima tak zelo dolgo ime ta naša hiša, ki jo vidite tukaj zadaj. En polž je na steni našega centra. To je center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje. In prav z veseljem se odzovemo vabilom, takole, ko nas iz šol, kot je vaša, povabijo, da se malo skupaj podružimo, malo pogledamo, v čem smo si različni in čem smo si podobni. Ob tej priložnosti seveda pa moram čestitati tudi vašim učiteljem, ki jutri praznujejo svoj praznik. Jutri je dan učiteljev, danes bo pa en tak naš praznik, tak praznik skupnega druženja in ustvarjanja. Se pravi, vas je veliko tukaj, veliko nas je tudi prišlo nastopati, ampak ne vsi. Zato smo za vas pripravili kar nekaj stvari. Najprej vam bom povedala, da sem seboj pripeljala še nekaj učiteljev. Jaz sem drugače Vernesa in me tudi večkrat vidite na vaši šoli, ker prihajam k enemu učencu, ki ga učim na malo drugačen način. Ne v skupini, skupaj odhajava v kabinet. Se pravi, vsi se učimo drugače. Seboj sem pripeljala tudi učiteljico Klaro, ki bo tudi danes z vami, učitelja Samota, potem učiteljici Vesno, pa Nino, pa Janjo in naše učence različnih programov, ker v naši hiši se odvijata tako dve šoli, posebni program, pa še ena prilagojena šola. Tako da imamo kar dva programa. In ker vas je toliko na vaši šoli, da vas ne moremo vse sprejeti, smo se mi odločili, da vam danes pokažemo en tak filmček, kako se pri nas učimo. Seveda so z nami tudi učenci. Danes se vam bojo predstavili z deklaracijo učenci drugega razreda, se pravi prilagojene šole. Tukaj sedijo z vami, ker štirje so lahko tako pomahate, visoko gori, tako da bojo videli, kje ste, zdaj smo si vsi pomahali, eni drugi, tako. In seveda učenci posebnega programa, ki so za vas pripravili eno tako ljudkovno predstavo, da bo pa vse potekalo tako, da bomo mi lahko to izpeljali, pa od vas pričakujemo, da nas poslušate. Ko vam bomo pa dali besedo, ker vas bomo tudi potrebovali, vam bomo pa to prej povedali. Velja? Tako da zdaj poslušamo z ušesi, usta malo zapremo in gledamo. In tako kot vaša šola, jaz vem, da vaša šola ima svojo himno, tako ima tudi naša šola himno in jo bomo zdaj skupaj z učenci vam jo zapeli. Naša šola ni velika, a ponosni smo na njo. Saj se vsega naučimo, da življenju rabimo. Čas je ljubi smo
bila naša himna, ki malo pripoveduje o nas, sedaj pa si bomo pogledali, kako poteka ta pouk pri nas. Zdaj bomo skozi filmček pogledali, kako se učimo pri nas na šoli. Da boste pa vi lažje to gledali, ker filmček je dolg kar 8 minut, vam bom jaz pripravila tu na eni posebni uri, da boste vi lažje zdržali. Tisti, ki se boste začeli dopočasiti med gledanjem filmčka, tisti, ki vam bo filmček nezanimiv, pa lahko pokukate na to uro, da vidite, koliko še traja ta filmček. Zato, ker ste tukaj prvi razred, pa drugi razred, taki, ko še ne poznate vsi na uro, ne? In boste pogledali vse takole, jaz bom pripravila približno toliko traja ta filmček, to je 9 minut in lahko kukate, ko rdeče barve ne bo več, je to konec. Pa si pogledaj.
uro? Sem jo čisto točno nastavila, ne? Ste videli, kako je čisto enako kot na vaši šoli? Veliko se dogaja. Zdaj pa se bomo morali še bolj potruditi, zdaj je bil filmček, sedaj pa bomo povabili naše drugošolce, da vam povejo eno tako deklamacijo o jeseni, ker je jesen en tak lep čas, ko se prične šola, ko počnemo veliko stvari, v Velenju nas obišče Pika, se takole lepo podružimo in prav veseli smo, da so učitelji vaši izbrali ravno jesen, da se takole skupaj dobimo in skupaj ustvarimo tale današnji petek. Tako da vabljeni drugošolci sem, naši drugošolci z naše šole. Vi boste pa poslušali, pa lahko potem močno zaploskate. Naši drugošolci so za vas pripravili pesem z naslovom Slikarka. Vsako leto isti čas pride našo malo vas. Slikarka znana dobro vsem, ime je gospa Jesen. Rumeno, rdečo in rjavo nam poslika vso naravo. Obstane vedno le do zime, da se poslovi in mine. Bravo. Zdaj pa, ko smo gledali tale filmček, sem jaz videla, koliko ste vi si med sabo kaj povedali. Pa kar Margolino je, slišala sem, da ste malo še prepali, malo spraševali in veliko šol, kot je vaša, se takole po Sloveniji srečuje tudi s takimi šolami, kot je naša. In veliko otrok si postavlja taka vprašanja v naši šoli. Zdaj pa, ker je vas tako veliko in ker smo mi učitelji spremljali po celi Sloveniji, kaj vse sprašujejo otroci o naši šoli, sem jaz izbrala samo 4-5 takih pogostih vprašanj. In dokler se naši nastopajoči, ki vam bojo zaigrali tole lutkovno predstavo Zaljubljeni žabec, pripravljajo, bi vam jaz želela odgovoriti na ta vprašanja, ampak tu rabim vašo pomoč, predvsem pomoč tretješolcev, ker četrtošolci so tam zgoraj, tako da mi bo en tretješolec naj dvigne roko, ki bo prebral eno vprašanje. Adam je moj sin, tako da je tudi dvignil roko, bom najprej izbrala njega. Pridi, Adam. Takole, otroci pogosto sprašujejo naslednje vprašanje. Kakšna je šola s prilagojenim programom? Tako, res, to najbolj pogosto otroci sprašujete. Jaz ne vem, če ste vi drugega prijatelja to vprašali, ampak ko smo spraševali otroke po šolah, je res to najbolj pogosto vprašajo. In jaz danes ne bom odgovorila tako, kot bi jaz kot učiteljica. Spet sem izbrala odgovore otrok. Vete, takole, ko se družijo otroci,
otroki, ki so v vrtcih, v drugačnih vrtcih in tako skupaj rastejo, že znajo veliko povedati o takih šolah, kot je naša. In poglejte na to vprašanje, ki ga je prebral Adam, je odgovoril Bojan iz 1. razreda. Zdaj pa dobro poslušajte, kaj je on rekel o tej šoli. To je osnovna šola. V njej se učiš predmete kot v vsaki drugi šoli. Slovenščino, matematiko, telovadbo, likovno in druge reči. Hodiš tudi na šolske izlete, v šolo v naravi, tekmuješ za brano značko in vpišeš se v različne krožke. In res je to, mi učitelji, ki tam delamo, se s tem Bojanom zelo strinjamo. Zdaj pa še eno vprašanje, potem pa gremo na predstavo. Kdo bo še tisti bralec? Tule vidim eno punco, tako črni majčki, kar pridi ti. Ja, pridi. Kakšni učenci hodijo v šolo s prilagojenim programom? Hvala. Na to vprašanje je spet odgovorilo veliko otrok. Mi smo izbrali odgovor Milene iz 3. razreda. Otroci, podobni kot vsi drugi. Včasih so veseli, včasih žalostni. Zanimajo jih podobne stvari, radi imajo prijatelje, zabavo in učenje. Ne marajo kakšnih zoprnih stvari. Nekateri med njimi so hodili že v osnovno šolo, čisto navadno, taka kot je vaša. In ker je bila ta zanje prezahtevna, so začeli obiskovati šolo s prilagojenim programom. Vsi učenci v šoli s prilagojenim programom potrebujejo drugačne naloge, da bi imeli tudi dovolj časa za igro in veselje. Tako je rekla Milena iz 3. razreda. Sedaj pa bomo mi kar dali prostor in čas našim učencem s predstavo, Lutkovno predstavo Zaljubljeni žabec. Pa naj se začne, zdaj pa čisto tiho moramo biti, da bomo slišali, ker zdaj pridejo na oder lutke.
Seveda, kaj kakšne težave imaš? Ma nekaj časa mi je vroče, nekaj časa mi je hladno, tukaj notri mi ravnija bum, bum, bum. Že vem, to je tvoje srce, tudi meni tako pride. Ja, ampak meni je razvija zelo hitro, zelo močno. Čakaj, gre pogledati snimo. Če ti je pri srcu malo vroče, malo hladno, to pomeni, da si... Okušen s gripom? Ne, čakaj, to pomeni, da si zaljubljen. Zaljubljen, to pomeni, da nisem bolan. Samo malo si zaljubljen. To se lahko vsakemu zgodi. Greš pri svoje Boga si zaljubljen. Mislim, da sem zaljubljen v tisto lepo belo račko. To je nemogoče. Ti si zelen, ona je bela. In ti si žaden, ona je račka. Kaj smo pa delati, da? A nič, zajcu sem povedal, da sem zaljubljen v račko. Račka je, to je lepa. Ja, zaljubljen sem v tisto lepo belo račko. Zato tudi grem zdaj k njej. Ne, najprej grem domov. Adijo. Kako naj povem rački, da je imam rad? Že vem. Povedal bi bom račka rape. Ah, ne. Ne zdi se mi v redu. Že vem. Napel ti bom pesmico. O račka, od tebi se mi sanja, od tvoj razni bil se tvoj. Za srečne čase, o račka, o tebi se mi sanja, nocoj, radi bil se tvoj. Za srečne čase, za srečne čase, za srečne čase. To ni odreč. Že vem, naslikal. Tako, še rožico vzamem in grem k rački.
le tako, da me nisi opazila, kar zdaj mi povedal, da je imam rad. Kdo je spet zunaj? Nikoga ne vidim. Tako naj pove rački, da je imam rad. Že vem, tole rožice. Zdaj se pa res nekaj sežal. O, kako je pa rožica, kdo je prinesel? Jaz sem bil jaz, kako te imam predan, račka. Šanta, kako vidiš? Ali si že zdrav? Mislim, je rekel, da si bolan. Pa saj nisem bil bolan, veš, samo malo sem zalil, v tisto lepo delo račko. Vendar me bo nikoli izvedela. Nekaj moram narediti. Ampak kaj? Nekaj misliti na račko, najde začeti trenirati. Imeli bomo tekmovanje v sobni površino. Ti si dober skakalec. Pridi na tekmovanje, podaj te bo prosila. Dobro spektakl, bom premislil. Oho, sem že, kar takoj treniral. Adijo, Zavek. Adijo, ne. Začenja se tekmovanje v skokih v višino. Prva je na vrsti Juvelika. Skoči. Zdaj si ti na vrsti zdaj. Skoči. Odlično, še enkrat lahko skačeš. Skoči. Žabec, pridi, pokaži, kaj znaš. Hopa! Ne, hoče preskočiti svetovni rekord. Kako je žalcu? Takšne skakanje lahko državne, lahko se pa kaj zgodi. Hoče postati svetovni prvak, to zaradi tebe, Račka. Kaj? Zaradi mene? Kaj ne veš, kdo ti je prinesel rožen cvikal? Žalec? Zajec, skoči po rešilca, jaz pa greš po zdravnika. Oh, žalec, ali ti cilj zgodi? Upam, da se nisi že ponovil, ali si res tako za pomene. Ja, zaradi tebe, ker me nisi opazila. Hvala, da si Jaz imam tebe rad, Račka, vendar ti nisem mogel povedati. Kaj si videla, kako daleč sem skočil? Tako, da je
Evo, na temo zaljubljeni šabec bo potekal tudi vaš današnji dan. Programa še ni konec, da se še naš tim pripravi, ker je za vas pripravil tako pri glasbeni vzgoji se on srečuje tudi z inštrumentom kitara, tako da z učiteljem samo pridno vadita in je prav vesel in ponosen, da vam bo danes lahko na kitaro zaigral. Ampak bo še malo počakal, ker nas čakajo še vprašanja. Se pravi, spet potrebujemo prostovoljca. Vaša šola je zelo znana po prostovoljcih, kajti ko ste 5. razred, lahko pridete tudi prostovoljno k nam in se družite z nami. Zdaj bom tule poklicala tole punco, ker pridi. Spet bom prebrala eno tako vprašanje, ki ga otroci pogosto vprašajo o naši šoli. Ali pomeni šola s prilagojenim programom enako kot posebna šola? Hvala. Ali pomeni šola s prilagojenim programom enako kot posebna šola? Klemen, 3. šolec je takole rekel, da včasih so ji rekli posebna šola. Njena posebnost pa je v tem, da se učiš podobne stvari kot v osnovni šoli. Toda nekatere stvari se učiš počasneje. To pomeni, da imaš več časa, da se nekaj naučiš, da to snov učitelji pojasnijo drugače, bolj nazorno in na več načinov. Tako, zdaj pa še eno vprašanje, potem pa sledi tim. Zdaj pa tam je zadaj tega fanta, ko je vstal, kar pridi. Še eno tako vprašanje, ki ga postavijo otroci v vsaki občini. Ali to pomeni, da so otroci v šoli s prilagojenim programom naivnejši od otrok, ki hodijo v redno osnovno šolo ali Hvala. Ali to pomeni, da so otroci v šoli s prilagojenim programom neumnejši od otrok, ki hodijo v redno osnovno šolo? Vi tudi veste, zdaj pa poglejmo, kaj je pa Tine, 4. šolec odgovoril. Poslušajte dobro. Ne, to ne pomeni, da si neumen. A veste, kaj je neumno? On je zapisal, kaj je neumno. Neumno je, da greš čez cesto tam, kjer ne smeš. Neumno je, če se ne pripasaš v avtomobilu. Neumno je, če se pretepaš. Neumno je, če ne poslušaš v šoli. Vsak od nas kdaj naredi kakšno neumnost, mogoče tudi ti. Šola s prilagojenim programom ni v tem nič drugačna. Tudi v njej so otroci, ki kdaj naredijo kakšno neumnost. Taki otroci so v vsaki šoli. Tudi odrasli počnejo veliko neumnosti. Šola, kot je naša, Cviju, je za otroke, ki imajo posebne potrebe in potrebujejo drugačne načine poučevanja. Zdaj pa gremo Tim.
Voda ti, cosa scendece, la coda,
ustvariti razložiti bolj enostavnost. Hvala. Tako vprašanje, ki še otroci sprašujejo je, zakaj mi v navadni šoli ne morejo stvari razložiti bolj enostavno. To pa večkrat postavijo tudi otroci, ko pridejo na našo šolo. In poslušajte zdaj, kaj je odgovoril Marko iz 3. razreda. In mi se z njim zelo strinjamo. Deloma zato, ker nimajo posebnih učiteljev. Deloma zato, ker je v razredu veliko otrok. V šoli s prilagojenim programom je manj otrok, od 6 do 12 v eni skupini. Verjetno pa je glavni vzrok to, da se večina otrok v navadni šoli hitreje uči in zato hitreje jemljejo novo snov ter manj časa namenjajo utrjevanju učne snovi. To je bil odgovor Marka iz 3. razreda. Zdaj pa šole s prilagojenim programom pa tudi nimajo toliko ovir na šolah. Veste, danes smo mi morali 2 učenca pustiti na šoli, ki tudi sodelujeta pri tej predstavi Zaljubljeni žabec. Pa veste zakaj? Ker niso mogli priti v vašo šolo. V vaši šoli je tudi veliko ovir za tiste, ki ne morejo hoditi. In stopnice so bile tista ovira, ker en učenec ima električni voziček in ga ne bi mogli prinesti gor. Tako da tudi potem so znane šole s prilagojenim programom. Na naši šoli ni stopnic. Se pravi, da tudi učenci, ki so na invalidskih vozičkih, jim rečemo, lahko prosto se sprehajajo po šoli. Tako, sedaj pa je seveda že pripravljen naš učenec Jani, ki vam bo pa zaigral na harmoniko seveda bolj znane pesmi tudi vam, tako da ste vabljeni, da zraven sodelujete. Velja? Potem pa preden odidete in odhitite v vaše razrede, vam bom dala še nekaj navodil, pa prosta predstavnike razredov, da pridejo po ene mapice. Evo, začnimo.